En lep dober večer. Dobrodošli spet v Triglavski roži, v infocentru Triglavskega narodnega parka, tukaj na Bledu. Danes je že 4. večer, ko predstavljamo raziskave v Triglavskem narodnem parku, ko predavatelji različnih inštitucij prihajajo in predstavljajo svoje raziskave, ki se nanašajo na prostor. Zelo raznolike raziskave. V prvem predavanju smo poslušali o kulturni dediščini, bolj natančno o vernakularni arhitekturi znotraj Triglavskega narodnega parka. Potem naslednje predavanje se je osredotočilo na neživo naravo v parku, predvsem na skalne podore, kaj jih povzroča, ali podnebne spremembe vplivajo na to. Prejšnji teden pa smo se posvetili živalim, dvema zelo zanimivima vrstama, gamsu in risu. No, danes pa je pred nami večer, ko se posvečamo vodam v Narodnem parku in pred nami sta dve zanimivi predavanji. Prvi nam bo predaval dr. David Stanković iz Nacionalnega inštituta za biologijo. Njegovo predavanje pa nosi naslov Spremljanje prisotnosti invazivnih tujerodnih vrst na osnovi pristopa z okoljsko DNK. Osredotočil se bo pa na školjko potujočo trikotničarko. Dr. David Stanković je molekularni biolog in višji znanstveni sodelavec na oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Ukvarja se predvsem z raziskavami na področju molekularne ekologije in varstvene genetike s posebnim poudarkom na metodah okoljske in skupnostne DNK. Nacionalni inštitut za biologijo od leta 2021 po naročilu Triglavskega narodnega parka izvaja monitoring za zgodnjo zaznavo potujoče trikotničarke na osnovi pristopa z okoljsko DNK. Te raziskave nam bo opisal v današnjem predavanju. Prosim, dr. Stanković. Ja, torej še enkrat hvala lepa za povabilo. Jaz bom na kratko predstavil rezultate. Ne moram glih reči, da je to raziskava, ampak bolj vsakoletno spremljanje prisotnosti školjke potujoče trikotničarke. To je tujerodna invazivna školjka, ki je v Sloveniji prisotna, tudi tukaj v Blejskem jezeru. Bomo malo kasneje več o tej školjki povedali. Zdaj, če hočete, vam jaz lahko to v 3 minutah končam, rečem, školjka v Bohinjskem jezeru še ni bila najdena z našimi metodami in konec, ampak vseeno mogoče malo več. Sem vam vseeno povedal konec kar na začetku, da malo tale suspenz razbijemo. Kot je bilo omenjeno, to so na tem področju delamo od leta 2021 v sklopu strokovnih nalog za potrebe Triglavskega narodnega parka. S to problematiko se ukvarjam jaz, pa dva moja sodelavca, to je Sara Strah, ki je tudi danes z nami, in dr. Klemen Čandek, obadva sta pa iz Nacionalnega inštituta za biologijo, iz oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov, kjer sem tudi jaz zaposlen. Zdaj, čisto na kratko v našem inštitutu, pred 3 leti smo se preselili v novo stavbo, ki nam je omogočila, da nadgradimo svoje raziskave z najnovejšimi metodami. Tole so moji kolegi. Nekako poslanstvo naše raziskovalne skupine oziroma oddelka je pa tukaj zapisano, torej, da ustvarjamo vrhunsko znanje, potrebno za celostno razumevanje organizmov in njihove vloge v okolju. Delamo zelo različne stvari, neke te recimo stvari vezane direktno na naravo, na biodiverziteto, ukvarjamo se pa tudi dejansko z biologijo organizmov, tako da veliko raziskujemo tudi nevronalne mehanizme zaznavanja okolja, komunikacije med celicami, med organizmi in nasploh zelo nas zanimajo tudi interakcije v organizmu, zelo interdisciplinarno delujemo. Tole sem hotel dati. Takole,
Torej, naše raziskave so vpete v naš dolgoletni raziskovalni program Struktura in funkcija ekosistemov, ki ga jaz od letošnjega septembra vodim. Trenutno imamo več kot 50 domačih in mednarodnih projektov. Zelo pomembna aktivnost, naša zelo pomembna aktivnost so pa razni monitoringi biodiverzitete, bodisi da gre za nacionalne monitoringe hroščev, potočnih rakov, za monitoringe za potrebe ocenjevanja kvalitete vode, monitoringe za različne naročnike, ministrstva, občine, parke, med katerimi je tudi Triglavski narodni park. Tukaj je nekako na kratko en tak presek organizmov, s katerimi se ukvarjamo, jaz in moji kolegi. Zelo zanimivo zadeve, no. Nekako naš cilj tak dolgotrajnih, kateremu pa mi poskušamo malo dodati, je pa to, da želimo, da bi bila Slovenija kot model za trajnostno upravljanje z obnovljivimi viri. Na kratko, mogoče samo da predstavim projekte, ki potekajo na območju parka, ali so aktivni, ali so se pa pred kratkim zaključili, segajo od projektov vezanih na divje opraševalce, tako smo bili vključeni v en Interreg projekt, ki se je pred kratkim končal. Mislim, da je kolega Danilo Bevk mogoče lani ali pa predlani, ne vem, v takem večeru že nekaj govoril. Izvajamo dolgotrajno spremljanje stanja visokogorskih jezer. To se je že v 90-ih začelo, to je raziskave vzpostavil dr. Anton Brancelj, ki je se upokojil, z delom zdaj nadaljuje dr. Žiga Ogorevc. Od konca 90-ih izvajamo ekološke raziskave izvirov v Triglavskem narodnem parku. To so raziskave, ki jih vodi naša vodja oddelka, dr. Nataša Mori, ki mislim, da je tudi že predavala na enem takem večeru. V sklopu ene doktorske naloge, katere sem pa jaz mentor, pa raziskujemo tudi evolucijo planinskega pupka. In naše raziskave so pokazale izjemno visoko genetsko pestrost v Sloveniji s posebnim položajem populacij z območja Triglavskega narodnega parka, kjer sta bile v 30 letih preteklega stoletja, tukaj je dve posebni obliki oziroma podvrsti že opisani, tukaj je ena, to je iz Črnega jezera, ki še zmeraj živi v Črnem jezeru navkljub ribam. Ena druga iz jezera na Planini, pri jezeru je pa žal izumrla, no to je tale iz Črnega jezera, kot dokaz, da še zmeraj so tam. Mogoče pa za izpostaviti, vse, kar vas zanima, biotska pestrost. Letos smo začeli tudi z enim projektom občanske znanosti, v sklopu katerega z občani raziskovalci spremljamo združbe dvoživk preko zvočne krajine, nekako to je projekt, ki se je letos jeseni začel. V sklopu projekta želimo izobraziti občane, da nam pomagajo pri spremljanju zvočne krajine, pri postavitvi takih pasivnih snemalnikov zvoka in potem v svoji bližini nekje, v bližini bivališč dvoživk in potem, da bi skupaj želje z njimi te posnetke analizirali in ugotavljali, katere dvoživke tam živijo. Kot sem pa že omenil, veliko aktivnosti, ki potekajo tudi na območju parka, so pa vezane na razne nacionalne monitoringe. Zdaj pa, če se vrnemo školjkam. Zdaj, v Sloveniji mislim, da je 8 domorodnih vrst školjk, teh večjih školjk, ponavadi primaš v roko, pa si rečeš, to je školjka, prisotnih je vsaj še enkrat toliko manjših školjk, ki je bilo do zdaj že zabeleženje. Te manjše školjke, to so ponavadi školjke manj kot enega, mislim, da klele centimetra, ponavadi so celo milimetri to. Razen jamske školjke, tele jažičeve kongerije, vse večje školjke sodijo v družino Unionide, ta jažičeva kongerija pa sodi v trikotničarke, tako kot to je rodna školjka, o kateri bomo več govorili. Ena takih najbolj znanih teh školjk je navadni škržek. Poleg domorodnih školjk, pa jaz mislim, da po zadnjem štetju imamo
smo v Sloveniji zabeležili 3 tujerodne vrste školjk. Ena od teh je ta potujoča trikotničarka, potem je še kitajska brezzobka, pa azijska školjka. Tale trikotničarka je na žalost prisotna že kar nekaj časa v Blejskem jezeru, smo se prej pogovarjali, mislim, da je brezzobka tudi. Azijska školjka pa ne vem, če je v jezeru prisotna, mislim pa, da v bližini na prodiščih Save pa je bila že najdena. Nekaj v tej potujoči trikotničarki, to je školjka, ki ima tako super ime v slovenščini. To je školjka iz družine trikotničark, ker so trikotne oblike. Potujoča pa zato, ker zelo rada potuje. Zanimivo je meni to, zato ker to je slovensko ime, ta školjka dobila ravno po tej njeni invazivnosti. Drugače se v angleščini, v večini jezikov reče zebrasta školjka, to zato, ker ima tak črtast, progast vzorec. Velike so tam tudi do 3 cm, tudi do 5 cm. Trikotne oblike in imajo zelo oster rob, na katerega se zelo hitro urežeš. Zato so tudi za kopalci jih zelo ne marajo. Naseljuje tam zmerne globine do nekaj metrov ponavadi. Razmnožuje se pa večkrat letno, od spomladi naprej, ko so pogoji ugodni. Optimalne temperature mislim, da so na 12 stopinj Celzija, ampak lahko se tudi pri nižjih stopinjah. Planktonska ličinka se izleže po 3 dneh, živi planktonsko življenje, ne pritrja se na ribe, kot se recimo unionidi, ampak s planktonom kot ličinka se prehranjuje in potem se po parih tednih pritrdi na neko trdo podlago. To je pomemben, zelo imajo radi trdo podlago. Se lahko znajde tudi, če je bolj kakšen gramoz, tudi na to se lahko, pa ga pol zbijajo v en tak kot skoraj beton. Zakaj so pa potujoče? To pa zato, ker zunaj vode lahko ob primernih pogojih preživijo tudi več tednov, recimo na prikolici za čoln, ali pa to je tak interni vektor, to prenašanje čolnov je glavno. Zdaj, v Sloveniji so bile zabeležene prvič leta 1993, verjetno so bile tam že prej, pri Mariboru, v Dravi, danes so prisotne v celotni reki Dravi. Kar kmalu smo jih našli tudi v Blejskem jezeru. Zdaj točno kako so prišle, ni znano, verjetno so bile zanešene s kakšnim čolnom. Tam 2010 se mi zdi, so bile v Velenjskem jezeru in Paki, pa tudi potem v gramoznicah v Pomurju in v spodnji Savi. Drugače pa ta školjka domorodna v Kaspijskem Črnem jezeru, Črnem in Azovskem morju in v spodnjih delih velikih rek, ki se iztekajo v ta morja. Pred ledeno dobo je bila verjetno ta školjka domorodna tudi v širšem območju Evrope, mogoče tudi pri nas. Za ledeno dobo je izumrla in danes jo kljub temu smatramo, da je tujerodna invazivna, zato ker njeno razširjanje omogoča človek oziroma človeške aktivnosti. Širiti se je začela pred več kot 200 leti in večinoma pritrjena na ladje ali pa z balastnimi vodami, tako je prišla tudi v Srednjo in Severno Ameriko, kjer res zelo velike težave povzroča. Res zelo velike. Namreč, mogoče v Evropi to ni tako prisotno, kot je tam, ampak ta množična rast na različnih objektih lahko povzroči, da popolne zamašitve raznih cevi, v ceveh hidroelektrarn ali v drugih odzemih vode. Lahko čisto zablokira tudi motorje, te navigacijske boje se lahko potopijo pod njeno težo. Skratka, povzroča dejansko gospodarsko neposredno škodo in za odstranjevanje se vsako leto porabi nekaj 100 milijonov dolarjev. Imajo pa seveda tudi negativen ekološki učinek. Zelo učinkoviti filtratorji so, hranijo se s fitoplanktonom, to je ta rastlinski del planktona.
In zaradi tega so v kompeticiji z ostalimi filtratorji, tako školjkami, kot tudi samim zooplanktonom. In zdaj ta zooplankton, če so manjše gostote, pa lahko pomeni tudi manj hrane za ribe. Tako, nevarnost za Bohinjsko jezero. Zdaj, kot sem rekel, 2011, ja, v redu je. Kot sem rekel, v Blejskem jezeru so potapljači, me veseli, da sem ene od njih tudi osebno spoznal zvečer, danes, nocoj, opazili 2011 in že jeseni 2012 so poročali o znatnem razraščanju na nekaterih lokacijah. Prisotna je še danes, zdaj razen aktivnosti, ki jih potapljaško društvo upravlja, pa mislim, da ni nekega sistematskega spremljanja njene razširjenosti, stanja Danga. Vemo pa, da še zmeraj je, tudi v naših analizah jo vsakič potrdimo. Zaenkrat v Bohinjskem jezeru in na območju Triglavskega narodnega parka trikotničarka še ni bila zabeležena. Obstaja pa zaradi bližine Blejskega jezera povečano tveganje za naselitev v jezero. Zdaj, kaj jaz razumem pod povečano tveganje? Tole je fotografija iz letošnjega avgusta, ni toliko dobra ločljivost, s telefona je slikano. Ne vem, zdaj tako na en tak lep dan sredi avgusta je bilo več deset raznih supov, kajakov, čolničkov prisotnih v jezeru. To so te čolnički, ki so bili mogoče en teden naprej prisotni nekje drugje, kjer so ali na Blejskem jezeru ali pa čisto nekje drugje, kjer so te školjke lahko prisotne ali pa tudi kakšne druge invazivne vrste. In ravno danes je ravno ta turistična rekreacija s temi čolnički, supi, čemarkoli, ravno predstavlja eno to od večjih tveganj za širitev, za potovanje teh tujerodnih vrst. Na Bohinjskem jezeru imamo seveda določena območja, vstopna območja za plovila, ampak lahko se pa zanaša tudi s temi majhnimi napihljivimi deskami, komot. Zelo pomemben je čiščenje teh plovil, vprašanje je pa, koliko se ljudje te problematike sploh zavedajo, čistko, mislim, turisti, ali kako naj temu rečem. Predvsem se tveganje za naselitev, stalno naselitev Bohinjskega jezera povečuje zaradi podnebnih sprememb, predvsem v smislu segrevanja. Vrsta sicer lahko preživi nizke temperature, ampak rast in filtracija, ta najbolj optimalna, poteka pri nekoliko višjih temperaturah, tam v razponu med 12 do 24. Meni se zdi, da je optimalno nad 18 stopinj. Zdaj tako. 2021. leta so nas iz parka prosili, če jim bi lahko pomagali pripraviti v sklopu neke strokovne naloge en plan za monitoring te trikotničarke. Bohinjsko jezero je veliko, sredstva so tako kot vedno omejena, čas je omejen, ljudje, ki lahko to delajo, so omejeni. Želja je bila pa, da se vsaj nek sistemski monitoring vzpostavi, zato da če bi školjka že prišla v jezero, da bi probali ugotoviti čim prej, kar se da. Zato smo se odločili, da probamo vzpostaviti en tak monitoring na osnovi okoljske DNA. Pri okoljski DNK namesto neposrednega iskanja organizmov vzorčimo in določamo genetski material, ki ga pridobimo neposredno iz okolja, brez kakšnih očitnih sledi bioloških tam. Torej, to je genetski material, ki ga dobimo iz okolja, brez da bi videli v tem okolju, a ta žival ali organizem živi. Namreč organizmi smo v neprestani interakciji z okoljem.
in v okolje neprestano izgubljamo svoje celice. Zdaj, to si pri ljudeh lahko zamišljamo, da je prhljaj, nekatere živali se levijo, izločamo vsi v okolje, tudi za poškodbami, ob razmnoževanju, vedno sproščamo naše celice, naša tkiva v okolje in v teh celicah in tkivih je tudi naš dedni zapis noter. In ta dedni zapis nekako iz okolja probamo te celice, tkiva z dednim zapisom iz okolja zbrati. Seveda se ta okoljska DNA v okolju razgrajuje in zato genetske sledi v okolju ostanejo od nekaj dni do nekaj tednov. Bolj se razgrajuje pod vplivom UV sevanja, ob prisotnosti bakterij, ob višjih temperaturah. Ni enakomerno raznešena po okolju, zato ne moramo reči samo na eni točki bomo pogledali in to je to. In je vedno v interakciji tudi voda z sedimentom, z drugimi deli, to je nek tak dinamičen sistem. Okoljska DNK pristopi se lahko aplicirajo, uporabljajo v različnih okoljih, v sedimentu, v zraku, v morju, v ledu, ampak nekako najpogosteje pa se uporabljajo najpogosteje pa se te pristopi uporabljajo v vodnih okoljih, nekako jih je najlažje aplicirati. Na Nacionalnem inštitutu za biologijo se s to okoljsko DNK jaz osebno ukvarjam zdaj že skoraj 10 let. Najprej smo začeli s človeško ribico, naše delo smo pa potem razširili na več drugih sistemov, največ delamo na potočnih rakih, zooplanktonu, združbah dvoživk, združbah rib, na najrazličnejših zadevah. Zdaj, v vodnih okoljih najpogosteje to DNA agregiramo oziroma koncentriramo, tako da filtriramo vodo. Uporabljamo filtre s porami različnih primerov, kakšen mikron do 5 mikronov, manj ne, ker se potem sedimentni delci hitro zabašejo in kar vedno poleg ostanka tkiv in celic na filtrih zadržimo tudi sedimentne in koloidne delce, ki pa lahko motijo naše analize. Zdaj, vzorčenje je sestavljeno iz tega, da zajameš vodo in jo potem čim prej odneseš v laboratorij oziroma kjer filtriraš. Kot sem rekel, visoka temperatura škoduje, razgrajuje okoljsko DNA, potem to vodo filtriramo in v laboratoriju iz tega filtrata potem izoliramo DNK ven in v kasnejših stopnjah ugotavljamo, ali so določene specifične zaporedja DNK, ki so značilne za specifično vrsto, noter prisotna ali pa ne. Tukaj se poslužujemo tako imenovanega pristopa DNK črtnih kod oziroma DNK barkod, tako kot v trgovini, ko kupujemo izdelke in ti vsi izdelki so označeni s temi črtnimi kodami. In zdaj 10 teh, to je 10-mestna ta črtna koda in teh 10 mest kodira 10 milijard različnih kombinacij. Nekako tako lahko razumemo tudi našo DNK. Sicer DNK ni v desetiškem sistemu zapišena, ampak je v štiriškem, ker imamo 4 nukleotide, zato je rezolucija nekoliko manjša. Ampak vseeno, to pomeni, da lahko že z zelo kratkim fragmentom, nekaj 100 baznih parov dolgim fragmentom, zapišemo ogromno različnih kombinacij in lahko izberemo že zelo kratke fragmente, ki so značilni za eno samo vrsto in so te kratki fragmenti, te vrste drugačni, popolnoma drugačni od drugih vrst. Tako lahko recimo ločimo našo školjko, ki nas zanima, od drugih vrst školjk ali pa od drugih organizmov. Zdaj, to je kar specifično, ampak vseeno prisotnost teh tarčno specifičnih molekul zaznavamo s tako imenovanim testom QPCR, kjer določamo detekcijo specifičnost teh nukleinskih kislin, torej
DNK fragmentov, temelji, kako bi to poenostavili. Se opravičujem. Torej, pri testu SKUPCR določamo prisotnost specifičnih zaporedij DNK v vzorcu. Detekcija na aparatu temelji na vgrajevanju molekul, ki so označene s specifičnimi barvili. Če se te molekule vgradijo, dobimo pozitiven signal, če se ne, pa pač ni pozitivnega signala. Kot rečeno, veliko časa je tukaj potrebnega, da se določijo specifična zaporedja, torej DNK zaporedja, ki so specifična za posamezno vrsto, s katero lahko ločujemo med eno in drugo vrsto. Za trikotničarko smo v teh začetnih obdobjih raziskave prvo morali taka zaporedja poiskati, določiti in validirati, torej da so naši testi bili pozitivni samo, ko je prisotna tarčna vrsta, ne pa, ko so prisotne kakšne druge vrste. Ko smo enkrat ta malo bolj tehničen del upravili, bili zadovoljni z rezultati, se rekli, ljubi, naš test je zelo specifičen, verjamemo vanga, nas je pa zanimalo, kakšna je pa meja ločljivosti zdaj te naše metode. Zdaj, recimo v nekem teoretičnem sistemu, kakšno gostoto bi lahko mi zaznali. Da smo ocenili mejo detekcije, smo naredili en poizkus v akvariju. V akvarije smo dajali različne gostote školjk in potem pripravljali rečine te akvarijske vode. Nekako smo ocenili, da z našo metodo v idealnih pogojih zaznamo en osebek na 800 kubičnih metrov vode. Zdaj, to je po moje večji kot tale prostor, recimo. Tako da to je neko območje v okolju. To ni zdaj en kubični meter vode. To je, torej, je neko okolje, v katerem mi školjko zaznamo, nam pospeši našo klasično iskanje z obračanjem kamnov, z iskanjem školjk, tako da lahko zberemo neka tarčna mesta, na katerih stalno spremljamo, a školjke so prisotne ali ne. Poleg iskanja školjke preko te okoljske DNK smo vključili tudi molekularno določanje zooplanktona. Torej, zooplankton, to je torej ta živalski del planktona. Kot smo rekli, da školjka nekaj časa živi tudi kot zooplanktonska ličinka, enostavno ozorčimo in spet s podobnimi testi določamo, ali je ličinka noter prisotna ali ni prisotna. Potem smo nekako se odločili, da bi določili neka vzorčna mesta, na katerih bi stalno probali to školjko spremljati. V posvetu s parkom smo se takrat nekako izhajali iz razmišljanja, da za ta vzorčna mesta izberemo območja, kjer je več prometa z plovili. Torej smo izbrali območje kempa, nekaj vhodno-izhodnih mest za plovila in tukajle tale zaliv, kjer je tudi tale pristan za čolne in seveda iztok samega jezera. Ta vzorčna mesta pregledujemo 3-krat letno, pregledujemo torej klasično, vzorčimo vodo za analizo eDNK. Poleg tega pa vključujemo tudi analizo zooplanktona. Zdaj, težava je zdaj, če imaš vse rezultate negativne, pol pač ne veš, mogoče ti pa nič ne dela, pa je pač samo vse negativno. Zato vedno vključujemo tudi pozitivne kontrole. Dve območji imamo ponovadi za pozitivne kontrole, Velenjsko jezero, iz kjer imamo vzorce, jemljemo za zooplankton, in Blejsko jezero, kjer na iztoku, kjer je ta mlinščica ven teče, kjer jemljemo
vzorce za okoljsko DNK. Vzorce iz Blejskega jezera vzorčimo ob vsakem vzorčenju v Bohinjskem jezeru. Zdaj, tukaj gremo počasi, mislim, kar hitro že k rezultatom. To je to, kar sem vam že na začetku povedal. Naše analize prisotnosti potujoče trikotničarke v Bohinjskem jezeru doslej še niso potrdile. Od leta 2021, torej smo vsako leto analizirali vzorce iz Bohinjskega jezera iz 5 oziroma 6 mest, ki so bila vzorčena 3-krat v letu, nekako pred turistično sezono, maj, junij, med turistično sezono, julij, avgust in po zaključku turistične sezone, september. Vedno so bile pa pozitivne kontrole iz Bleda, tole so pa tele. Se je pa v preteklih letih pojavila ena nova nevarnost in sicer sestrska vrsta od potujoče trikotničarke, ki ni imela ustreznega slovenskega imena. V angleščini se je rekel quagga, to zato, ker je podvrsta zebre je bila tudi quagga in ta podvrsta zebre je imela črte samo na polovici telesa. In ker je tale trikotničarka nima prečnih prog preko celega telesa, je to ponavadi školjka quagga. Zdaj v slovenščini jaz nekako uporabljam naziv polčrtasta trikotničarka, ker je črtasta samo do polovice. Tale quagga, ne vem niti kako bi dobro to zapisal. Skratka, tale polčrtasta trikotničarka se je od leta 2021 oziroma 2022 je bila prvič potrjena na avstrijskem Koroškem in od takrat naprej so jih našli oziroma potrdili njeno prisotnost v kar velikem številu jezer tam. Njeno prisotnost tam ravno tako ugotavljajo z EDNK pristopi, pa tudi klasično. Nevarnost je pa zato, ker kaže, da ta vrsta izkorišča širši izbor substratov oziroma podlag za pritrjanje, je bolj plastična in tudi je energetsko bolj učinkovita, kar pomeni, da se lahko razmnožuje in prehranjuje pri nižjih stopinjah, kar je mogoče še toliko večja nevarnost za Bohinjsko jezero v primerjavi z Blejskim jezerom. Zato smo se za letos dogovorili, da v naše analize vključimo tudi ugotavljanje prisotnosti te druge školjke in tudi z zadovoljstvom lahko rečemo, da v letošnjem vzorčenju nismo potrdili prisotnosti te školjke niti v Bohinjskem jezeru, niti v Blejskem jezeru. Je pa zagotovo vprašanje, kdaj bo prišla v Slovenijo, saj po reki Dravi potuje dol vodno zelo, zelo hitro. Tudi ta potujoča trikotničarka je tudi najprej prišla po Dravi in od tam naprej za čolni drugih po Sloveniji. To je to. Najlepša hvala za poslušanje. Vprašanje, se je kako predavljeno, tako je v železu tudi vroče. Ja, hvala. Rekel se, da te azijske školjke na Bledu ni, ampak ta školjka je že zavisanje deli. Kjera? Azijska. Ja, pa kjera? Vse so, obedve so azijske. To sem na začetku pokazal. Picula ali sinodonka? Ta velika ali ta mehna? Ta mehna. Ta mehna je tudi, no. No, ta že nekaj tudi sem videl sam opazil, pa me zanima, ker je tam brez zobka je, zato pa na zaspoda. Ja, zato pa se. Te, kar je veliko, me zanima, ker tam monitoring izvajate, vidite na samih, ga delate tako, da vodo vzamete, Tako je, ja. Pa najbrž pogledate po krogu, po teh. Ja. A in pa na Bledu niste zaznali, zdaj pa po Bohinju pa je... Ne, na Bledu, kaj jemljem, imam samo za pozitivno kontrolo vzemam. Na Bledu samo zajemam vodo
in ne gledam tam okrog. To je zato, da imam vedno eno pozitivno kontrolo. Kontrolo metode. Tako da, če imam vse negativno, si lahko rečem, super, vse je negativno, ampak kaj pa, če kaj ne dela noter. Zato imam vedno en pozitiven vzorec, a ne, pa tako je. Kakšna je pa kaj, v bistvu, ta azijska školjka v ekološkem smislu oziroma temu invazivnemu smislu? Je tudi invazivna, sicer to je druga družina, a ne, se ne pritrja z bistvosnimi nitmi, tako kot dresena, tako kot trikotničarka. Tako da jaz mislim, da je veliko manj zbirčna pri substratu, je pa mogoče malo bolj občutljiva, kar se temperaturnega režima tiče, po moje, no. Kot trikotničarka, če rečem takole. Je pa kompetitor domorodnim vrstam, tako kot ta školjka ne povzroča, mogoče rečemo, ni invazivna v tem smislu, ne, ker trikotničarka je bila zelo hitro prepoznana kot invazivna vrsta, ne zaradi teh ekološke škode, ki jo povzroča, ampak zaradi gospodarske škode, ki jo povzroča, ne. Tukaj smo se vsi zelo hitro poenotili, da je to invazivna vrsta. Korbikula ne povzroča gospodarske škode na tak način kot trikotničarka. Ampak ne, je pa seveda problematična, ja. Hvala, da še kdo kakšno vprašanje mogoče? Jaz imam eno vprašanje. Hvala. Mene pa zanima ta del s filtracijo. Se pravi, en volumen vzorčne, recimo, ne vem. 10 litrov. 10 litrov. Vzorčimo 10 litrov, vprašanje je, ko uspemo sfiltrirati 10 litrov. No, se to, ravno to me zanima, ne. Ta velik volumen vode, pač vsebuje to delce, ne. Me zanima, kakšne filtre uporabljate in kaj vse tam noter najdete. Ja, to je tako. Zdaj, ko smo začeli z raziskavami okoljske DNK, torej pred 10 leti, smo imeli tako razmišljanje. Takrat smo rekli mitohondriji, a ne, iščemo mitohondrijsko DNK, torej to je DNK, ki je vezana le na del celice in je bolj številčna kot druga DNK. So veliki pol mikrona recimo, ali pa 0,4 mikrona, pa smo rekli, dajmo uporabiti filtre, torej 0,45 mikronske filtre, ne bomo manjših uporabljali, da ne bi lovili bakterije. Pa se je pa izkazala težava, zato ker sediment, a ne, je tudi približno isto toliko velik. In se potem te filtri, pa to nismo sami ugotovili, to so neodvisno veliko raziskovalcev, ki se s tem ukvarja, se te filtri zelo, zelo hitro zafilajo s sedimentom, ne, in potem prefiltriraš veliko manj vode. In nekako se je izkazalo, da je boljše imeti filtre z malo večjimi porami. Torej, mogoče spustiš kakšne delce čez, ampak večji volumen zajameš. Zdaj, kaj mi ponavadi delamo, zdaj to jaz delam, nisem nikoli testiral, ampak čisto po eni kmečki pameti, a ne, jaz recimo vedno se trudim delati v 2 ponovitvah. Eno ponovitev prefiltriram čez en filter, recimo čez papirnate GFF ali pa tiste Vatmanove, ne vem, 934, kakorkoli filtre, ki imajo recimo 0,9, mislim, da so v povprečju te pore velike, drug pa čez en ta estercelulozni filter, a ne, ki ima malo večje, ne, malo manjše pore in potem dam oba dva filtra na pol, a ne, in dam oba dva filtra skupaj in je to zdaj moj nov vzorec, iz katerega izoliram DNK, ka si rečem, mogoče pa en filter malo bolj lovi ene celice, drug filter pa, ampak tega nikoli nisem testiral, to je čisto tako po mojemu občutku. Nekako smo prišli do tega, da so torej filtri, ki imajo premer por med 1 pa 3 mikrone najbolj učinkoviti za take aplikacije. Čisto tako, izkustveno. Mogoče samo kot zanimivo za poslušalce, jaz sem Rok iz Društva za vodno dejavnost 2, ki so tudi dva moja kolega potapljača. Mi smo to školjko odkrili 2011, smo tako vse pristojne obvestili, tako da ne želite, ampak mi vsak torek, od takrat naprej, pač prostovoljno te školjke odstranjujemo. Smo rekli, da bomo probali, zakaj pa ne, ampak Bohinjsko jezero to bi bilo nemogoče preveriti, tukaj smo pa dejansko
se to na roke lotili, tako da 5-10 taklačev nas gre vsak torek po vodo in to na roke odstranjujemo. Samo tako zanimivo spomeni, da še pred parimi leti smo rečemo v eni taki rundi nabrali po kilo, 2 kile školjk, v zadnjih 2 letih pa opažamo, da je pa populacija zelo začela upadati. Se pravi, zanimivo. A smo mi tukaj so krivi heroji Blejskega jezera, da to upada in me zanima, oziroma če te spremlja, bi bilo tudi zanimivo pogledati z vašo DNK, če bi to delo, ki ga upravljamo v prostovoljnem sajtu, če bi tudi to mogoče ta upad, ta metoda zaznala, kolikor bi mogoče ne samo za pozitivno, da bi tudi mogoče tukaj povzročali prisotnost. Čisto, jaz mislim, da je zelo velik upad, še vedno se normalno, da so, ni pa taka pojavnost, na primer, mi se tudi, smo tudi v reševalni enoti, se tudi druge po Sloveniji veliko potapljamo, res tudi v Bohinju imamo zelo veliko potopov, da bi nikoli niso nevedeli, ne zaznali nobene take školjke. Za primer pa povem, rečemo Soboško jezero, pa je zamujeno, tam pa samo prideš v vodo, ko smo naredili z 10 cm, pa v sekundi zagrabiš kilo školjk. Se pa je pa že prije do tega, da se pa školjka na školjko prijema in so ogromne količine, grava je polna tega, čist. To ne moče reči, isto je nemogoče. Jezero Lanšano pa je pa res, da je praktično 13 let na stotine potopov smo naredili, pa res opažamo, da populacija pada. Zdaj, upamo, da to vse. Jaz bi tako rekel, mene zelo veseli, jaz nisem vedel, da to v takem obsegu odstranjujete na tako, mislim, tako pogosto, to mislim, kapo dol, ne vem, super se mi to zdi enkratno. Nisem vedel res, da to tako pogosto delate, vas bi park moral malo bolj reklamirati mogoče. Sicer ni v območju parka, ampak vseeno. Ne, res pohvalno. Zdaj, če to tako pogosto delate, zdaj zagotovo to pomaga k temu, da se ni razširilo. Mogoče, kot smo se tudi že malo pogovarjali, so razlogi za upad še tudi kje drugje, mogoče v dostopnosti zooplanktona kot hrane. Ne vem, lahko samo ugibam. Zagotovo. Verjetno pa lahko rečemo, sklepamo, da če ste tedensko to izvajali, da ste ziher pomagali k temu, da ni eksponencialno narasla ta gostota te vrste in mogoče tudi preprečili, da bi prišla v Bohinjsko jezero ali pa druge vode blizu. Ker takrat, jaz se spomnim, ko se je to začelo dogajati, so bile kar velike te gostote, pa je pa ta zgodba malo nekako po 2014-15 potihnila, tako kot nažalost se s vsemi temi zgodbami zgodi. Kar se tiče spremljanja, kot rečeno, jaz spremljam na istoku tam, seveda me bi zanimali pogledati tudi na drugih mestih, kjer spremljate ali kjer odstranjujete, ali da se vidi, kako se to čez leta dogaja. Takrat, ko zoročimo v Bohinjskem jezeru, se lahko zagotovo dogovorimo, da bi vzeli še kakšen vzorec pri vas. Najboljše, da si kontakte, vam dam jaz moj, pa se izmenjamo, pa se dogovorimo, kako bi to speljali, po moje. Nas bi zanimali, ja, seveda. Ja. Nekaj sem na pamet prišel, ali možno, če se prej rekli, da skupaj lahko prenašamo školjke z enega jezera do drugega, ali lahko potapljaško opremo? Ja, lahko, ampak se jo pregledajo. Ja, mi imamo en poseben protokol, sploh, kadar gremo v Soboška, dejansko oprema se suši, ker larve, pravi te ličinke, ker mi smo tudi svoje raziskave naredili, tako je se je začeli, in smo imeli kjer ga vprašati, in smo cel internet, vse se povrnili, pa se tudi zanimivi kolegi v Ameriki posvetovali, in tukaj potapljači imamo kul blag kis, pa to opremo ne špricamo, ampak je pa še večji izziv, so nam pa smo tudi razprašali, kako je z raznimi šavni, pa to, in so določene raziskave, da ne prijeti za vse katere, ampak večinoma se največji
za širitev naj bi bile pa vodne ptice, se pravi. Ja. Če je naraca dobila vodo ali pa kormorana. Ti se težko oceniti, no. To je problem. No. Tukaj je tudi strokovna javnost rekla, ne bomo iskali krivca, so to zdaj ne vem, veslači, ki enkrat trenirajo, ali so eni drugi, pač nismo se vrtili na svoje roke, pa smo rekli, da bomo pustili našim ulicam malo boljši jezer, pa pač to pustimo. Čisto. Ni pa problem samo zaradi školjke, ne, pri celinskih vodah, to je super, da tako lepo skrbite za svojo opremo, se tudi bolezni in rib in rakov prenašajo na tak način lahko zelo, ne. Z ribiško opremo je mogoče bolj, potapljačev je le omejen nabor v sladkih vodah, no. Ribiči so bolj mogoče tukaj, ne, ki so dežurni tukaj. S to metodo, torej okoljsko DNK, lahko določate samo prisotnost ali tudi številčnost in na kakšen način? Je tako odvisno. Zdaj pri školjki tej številčnosti nismo, ker nas zanima zaenkrat, a bo v Bohinjskem jezeru prisotna ali ne. Številčnost pa lahko določaš v recimo enem takmu relativnem semikvantitativnem smislu. Lahko rečeš, vedno lahko rečeš velik, mal, srednjo jo je, ali pa lahko rečeš, da je v enem vzorcu signal močnejši kot v drugem vzorcu, torej komparativno, ne, primerjalno, ne moreš pa to kvantificirati v smislu, to je toliko in toliko, taka in taka gostota. To je pa preveč spremenljivk povezanih z pripravo samega vzorca. No, tako. Ja. Bolj številčnost lahko oceniš recimo z ponovitvami, recimo imaš eno vzorčno mesto ali imaš vzorčna mesta, ne, po celem jezeru, a ne, na tak način pa bi lahko, ne, v številčnosti povedal. Ne. Seveda ne na številčnosti v vzorčnem jezeru, ampak ne, z nekim takim podvzorci. No, to pa. Še bolj vprašanje mogoče. Sicer pa najlepša hvala. S Fakultete za farmacijo. On nam bo predaval o osnovnih zdravilnih učinkovin voda Triglavskega narodnega parka. Ena taka zelo tematika, o kateri ne razmišljamo, ravno vsak dan. Dr. Jurij Trontelj je raziskovalec na področju farmacevtskih znanosti, zaposlen na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, natančneje kot docent na katedri za biofarmacijo in farmakokinetiko. Med drugim se posveča okoljskim študijam glede onesnaževanja voda. Del svoje raziskovalne dejavnosti je opravljal tudi na območju Triglavskega narodnega parka in v nadaljevanju nam bo predstavil odkrite učinkovine različnih zdravil v naših vodah. Ja, hvala za besedo, hvala za to prijazno predstavitev. Torej, zakaj sem se pravzaprav odločil priti na tole? Ne? Najprej seveda zato, ker so me prijazno povabili, to je treba priznati. Ne? Ampak imam ogromno pedagoških obveznosti. Ne? Sem preobremenjen kot asistent, kot učitelj, ker imam deljeno delovno mesto. In ravno danes sem imel 10 ur vaj. In sem si rekel, kaj je meni tega treba. Ne? In tudi takrat, ko sem sprejel to, da bi to naredil, sem bil pravzaprav v dilemi, ali si čem še to nakopati na glavo ali ne. Ampak sem se vseeno odločil, in sicer zakaj? Zaradi ferbca. Zakaj ferbca? Ker je Triglavski narodni park ne za vse nek sinonim čistosti. No in mene je pravzaprav zanimalo, ali bom našel tisto, kar smo mi že pravzaprav začeli leta 2011, raziskovati obremenitev okolja s ostanki zdravilnih učinkovin. Zakaj mislimo, da je sploh to toliko pomemben? Ne samo zato, ker učinkovine
jih produciramo, jih producira farmacevtska industrija, ampak jih tudi vedno več kot pacienti porabljamo. Se pravi, strmo narašča uporaba zdravil in kot te se potem izločijo v okolje. In zaradi tega smo se mi to odločili že pred več kot 10 leti, da začnemo to raziskovati in hoteli smo pravzaprav tudi oceniti, kakšno tveganje pravzaprav za okolje predstavljajo te izločene zdravilne učinkovine. Torej, moj načrt je tak, se pravi, najprej v grobem predstavim to problematiko, se pravi, zakaj je to tako pomembno, potem način, kako smo se lotili tega merjenja in na koncu tudi seveda meritveni rezultati. Zdaj, en od razlogov, zakaj sem to sprejel, je tudi to, da rad hodim v hribe. Tole je bila slika Triglava, ki je bila dolg časa celo na TNP uradni strani, posneta še na Kodak, Chrome, se pravi na filmsko tehniko. Rad hodim, sicer zdaj ne več toliko visokogorje, ker sem že pač starejši in imam manj časa, predvsem to, ne zato, ker ne bi mogel, ampak sem pa bil tudi včasih dober ribič. Skratka, vode me zelo zanimajo, me zelo privlačijo. Tole recimo je rekord iz Bohinjskega jezera, to je jezerka, dolga 103 cm, 15 kg. Eden je prišel blizu leta 2016, ampak mislim, da je moja bila za 1 cm še zmeraj večja. Tole so pa dve jezerski zlatovčici, obe iz Krnskega jezera. Zdaj, ribič nisem več, zakaj ne, ker nimam časa. Drugač bi še bil, ampak zato si moraš čas vzeti. Zdaj, če gremo na te zdravila in zdravilne učinkovine v okolju, bi najprej malo se vprašali, kaj ljudje sploh o tem vejo. Ker jaz sem to priložnost izkoristil tudi zato, da dosežem mogoče ta beseda tudi širšo publiko, ki jo interesira, ki jo zanima pravzaprav Triglavski narodni park in ki bo bolj recimo pozorna na to, kako lahko ljudje vnašamo zdravilne učinkovine v okolje in zakaj je to problem. Ampak veliko sem opazil med ljudmi napačnih mišljenj. In tukaj prvo napačno mišljenje je to, da ko zdravilo pojemo, da bo točno vedelo tisto zdravilo, da nas glava boli in bo šlo tja noter. Se pravi, se bo raztopilo, prišlo po žilah tja in pozdravilo glavobol. Jasno, da to ni tako. Se pravi, zdravilo se najprej sprosti, se absorbira, pride po celotnem tem krvnem obtoku in se porazdeli praktično v vsa naša tkiva. So izjeme, recimo problem so recimo kosti. Se pravi, v kosti pridejo zdravilne učinkovine težko. Kako to vemo? To vemo recimo tam tiste, ki imajo infekcije v kosti, recimo po kakšnih hudih prometnih nesrečah, kjer se kosti odprejo, je zelo, zelo težko, ko se kost zaraste, pa če imamo noter infekcijo, do tja spraviti antibiotike. Ampak za vsa ostala tkiva se pa porazdelijo učinkovine noter. Tako da zdaj v Ameriki, celo preden vas vzamejo v službo, vam vzamejo vzorec las, ga narežejo in potem ugotovijo, kaj ste pretekli mesec ali pa pretekle 2 meseca, če ste zlorabljali kakšne zdravila ali pa droge, ker se vgrajujejo tudi v lase. No in potem napačno mišljenje je tudi to, da potem, ko pozdravi človeka, da potem zgine. Ne zgine, ampak se izloči počasi z metabolizmom in z ledvicami v okolje. Drugo napačno mišljenje je to, da učinkovine, ko gredo iz telesa, se pravi, ko jih po domače povedano pokakamo in polulamo, da potem pridejo v WC školjko, kjer se sčistili in v čistilnih napravah razgradijo do konca. To ni res, nič od tega ni res. Se pravi, zdravilne učinkovine so precej obstojne v okolju. Potem je napačno mišljenje tudi to, da delujejo vedno samo kot pozitivna stvar, se pravi, da pozdravijo bolezen. Ampak tukaj vidimo enega tazga otroka, pravzaprav je zdaj v Ameriki, za Ameriko lahko povemo, je število zastrupitev otrok in smrti otrok večje kot v prometnih nesrečah ravno z zastrupitvami zdravili, ki jih najdejo doma. Tako da vidimo, da zdravila so lahko tudi strupi. Potem je napačno mišljenje to, da učinkovine delujejo le na tarčne receptorje, za tisto, kar so bile
pravzaprav dizajnirane, načrtovane, da se veže samo na tisti receptor. Kako vemo, da to ni res? Vedno več in več je novih zdravilnih učinkovin, ko se šele s široko uporabo pokaže, da te zdravila delujejo lahko tudi na čisto eno tretjo bolezen in pozdravijo lahko tisto bolezen, lahko pa nekaj poslabšajo. In napačno mišljenje je tudi to, ko zdravilo odvržemo v smeti, gre na smetišče, kjer se uniči samo po sebi. Ni res. Ravno smetišča so velik vir onečiščenja lahko okolja z zdravili. Zato je treba kam nesti zdravila, v lekarno jih je treba vrniti. Ali pa v tisti poseben zabojnik, ko pride v kraj ali pa nesete v Snago, da gre to v posebno uničenje na sežig. Ker te izcedne vode, tukaj piše, Snaga mora zagraditi šotor za plastične odpadke, ravno zato, da se to ne izceja v podzemne vode potem. Potem napačno mišljenje je tudi to, da čistilne naprave lahko povsem odstranijo te zdravilne učinkovine, ki se izločijo nespremenjeni obliki ali pa tudi v obliki delujočih metabolitov potem iz te odpadne vode. Tudi to nažalost ni res. Je pa treba priznati, da so te čistilne naprave v zadnjih recimo 10 letih toliko napredovale, da je procent čiščenja lahko celo med 90 do 97%. Se pravi, zelo učinkovito čiščenje, predvsem tiste, ki imajo terciarno čiščenje. In še ena stvar, v veterinarski medicini se zdravilo uporablja redko, predvsem za zdravljenje hišnih ljubljenčkov. To nažalost ni res. Se pravi, predvsem mesno-predelovalna industrija uporablja antibiotike. Zakaj? Za povečanje prirasta. In celo za povečanje prirasta tako malo, kot je recimo par procentov, se jim že splača, predvsem recimo pri perutnini, za 7% povečati prirodni prirastek, dajo kinolonske antibiotike. Tako da na kilogram mesa se porabi 4 mg antibiotikov in celo v svetovnem merilu je 3-krat večja produkcija in poraba antibiotikov za živinorejo, kot v primerjavi za zdravljenje bolnih ljudi. Tako da te antibiotiki so problem. In to so me že pozvali danes 2-krat, če bi le začel jaz delati te živalska zdravila, da bi začeli še to nadzirati. Tako da kaj te učinkovine, ko pridejo v okolje, pravzaprav povzročajo? Antidepresivi povzročajo spremembe vedenja predvsem rib. Naprimer, ostriž postane veliko bolj agresiven, kot bi bil sicer. Neha braniti gnezdo, ampak se začne kar zaletavati tudi v druge ribe, ki sploh ne pridejo bliz gnezda, recimo. In to že v okoljsko relevantnih koncentracijah, v koncentracijah mikrogram na liter. Potem antibiotiki povečajo prenos genov za rezistenco med bakterijami. Se pravi, tudi med različnimi rodovi bakterij, če so prisotni antibiotiki, ki so pod koncentracijo, ki bi povzročala inhibicijo rasti, si začnejo bakterije med sabo podajati te gene za rezistenco. In to so recimo opazili ob iztoku čistilne naprave v pritok Rena in v pritok Ženevskega jezera isto, v tistem mulju, ki je zraven, ko priteče ta pritok noter, so opazili signifikantno povečanje teh genov za rezistenco na antibiotike. Zakaj pa je to slabo? Zaradi tega, ker rezistenca za antibiotike bo povzročila v končni fazi, da antibiotiki ne bodo več delovali. Tako da to je zelo pereč problem zdravstva. No in potem imamo še peroralne kontraceptive, recimo etinil estradiol je tak, ki lahko že v koncentracijah pod 1 nanogram na liter povzroči spremembo spola pri dvoživkah in povzroči tudi takole, vidite tukaj, to je postrv, ima hkrati ovarije in testise. Se pravi, sprememba spola in jasno upad populacije dvoživk in rib. Tole je recimo slika postrvi iz Temze. Še to sem hotel povedati. Prezistentna prisotnost, zakaj? Zaradi tega, ker ljudje ves čas to izločamo, nalaganje v tkivih, ker se to kopiči v sedimentu in v tkivih živali, in aditivnost učinkov. Kaj to pomeni aditivnost? To pomeni, da se seštevajo te učinki. Se pravi, če imamo več različnih učinkovin, ki prijemajo na isto tarčo,
se te seštevajo, v nekaterih primerih lahko celo potencirajo. Tako da naš namen je bil pač monitoring od odpadnih vod dalje, se pravi odpadne vode, površinske vode, podzemne vode in na koncu tudi pitne vode. In celo v pitnih vodah smo zaznali v Sloveniji, zdaj ne v zadnji kampanji vzorčenja, ampak v predzadnji, to je bilo leta 2017, smo zaznali antibiotik azitromicin. Kako torej ta metodologija poteka? Se pravi, vzorčimo različne vode, to so odpadne vode, imamo tudi površinske vode in potem pitne vode. Potem naredimo ekstrakcijo na trdnem nosilcu, ki je kot po domače povedano neke vrste filtracija, s tem, da imamo pod tem vrhnjim filtrom še adsorbent. In sicer ta adsorbent je sposoben vezati učinkovine, potem ta adsorbent posušimo in eluiramo analite z močnim topilom. Kaj je to močno topilo? Acetonitril, metanol, izopropanol. In potem to posušimo in rekonstituiramo ta suhi ostank v manjšem volumnu. Kaj s tem pridobimo? Lahko celo faktor koncentriranja iz tazga velikega 1 litra ali pa pol litra, zdaj običajno delamo na 200 mikrolitrov. Se pravi, dobimo faktor koncentriranja 2500 krat. Potem take vzorce iniciramo na kromatografsko kolono, kjer se analiti ločijo po času in jih potem detektiramo z masnim detektorjem vrste trojni kvadrupol, kjer jih seveda ločimo po prostoru glede na njihovo vrednost m deljeno z. Rezultat take analize vidimo recimo tukaj. Najprej smo začeli s 10 analiti, to je bilo leta 2011, zdaj jih imamo že preko 130. Ta slajd je malo star, pa se mi ni dalo mnogo delati. Skratka, smo še nadgradili in to v istem času analize, prav v 8 minutah razločimo vse. Se pravi, 8 minut potrebujemo za analizo enega takega ekstrakta. In tukaj imamo zdaj seznam teh analitov, validacijski parametri, se pravi točnost, limita kvantifikacije, ponovljivost za vsakega od njih. To je recimo seznam po farmakoloških skupinah, pa s tem vam bom obremenjeval. Pač pa bi se tukaj ustavil, kje smo to po Sloveniji vse počeli. In sicer smo gledali odpadne vode pred in po, se pravi vtok in iztok, in pa površinske vode nad iztokom čistilne naprave in pod iztokom čistilne naprave, zato da ocenimo doprinos teh čistilnih naprav in potem tudi še pitne vode. Skratka, to je vse kampanja, ki je potekala v zadnjih recimo 6 letih. Zdaj smo se pa osredotočili ne več toliko na zdravilne učinkovine, ampak je moj zadnji doktorant, ki je zdaj zbolel, zato tudi ni mogel enih meritev narediti, ki sem jih od njega pravzaprav želel. V zadnjem se mi je zdaj mudil na koncu, sem rekel, mi lahko prosim derivatiziraš še tele vzorce iz teh Triglavskega narodnega parka, da bi še endokrine motilce noter pogledali, ampak je bila glih smola in je zbolel in teh rezultatov žal nimam, imam pa za zdravilne učinkovine. Bi bilo pa tisto mogoče za prihodnjo priložnost. Zdaj, če gremo pogledat najprej te odpadne vode. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker ta vzorc, se pravi analgetiki, antihiperlipemiki, potem učinkovine za zdravljenje sladkorne bolezni, statini, se pravi spet antihiperlipemiki, potem analgetiki, kofein, diuretiki, ta vzorc to je kot en fingerprint pravzaprav populacije, je zelo podoben temu, kar imajo tudi druge države. Se pravi, po odpadnih vodah se praktično Slovenija ne razlikuje. In to je tudi, če pogledamo, kaj sem našel v teh vodah Triglavskega narodnega parka, so ravno te učinkovine. Od kje to pride? Ne iz odpadnih vod, verjetno, mogoče tudi kakšna, ampak pride seveda iz ljudi, ki jemljajo te zdravilne učinkovine. In če zdaj primerjamo to z drugim razvitim svetom, poglejte, se praktično v nulo pokrijemo z razvito Evropo. Se pravi, zakaj? Seveda, ker imamo tudi spekter predpisovanja zdravilnih učinkovin zelo podoben. Torej, zaključek, odpadne vode so pri nas zelo podobne kot drugje po Evropi.
Učinkovitost čiščenja, ki jo lahko ocenimo, je relativno zelo dobra. To so koncentracije na vtoku, to so koncentracije na iztoku. Tukaj je učinkovitost čiščenja. Poglejte, slovenske čistilne naprave delujejo odlično. Razen v nekaterih primerih dobimo celo negativno učinkovitost čiščenja. In sicer zakaj? Zaradi tega, ker v procesu čiščenja delujejo bakterije in te pa lahko cepijo konjugate teh učinkovin, recimo glukuronide, sulfate in tako naprej, da se sproščajo tiste učinkovine ven in izgleda, kot da nastajajo in dejansko nastajajo iz teh metabolitov. Metoda priprave za površinske vode je torej taka na teh adsorbentih, in sposobna je detektirati to, kot je kapljica tega črnila, če bi to razredčil na, kakor tle piše, 20 olimpijskih bazenov, ki vsebuje 50 milijonov litrov vode. Se pravi, tako sposobnost kvantifikacije dobimo s to ultraobčutljivo metodo in s tem smo se potem lotili tudi teh vzorcev, s tem, da tukaj Blejsko jezero, Krnsko, Dvojno jezero, Planina pri jezeru, Zelence in Radovne sem vključil iz naše prejšnje kampanje, kjer še nismo imeli toliko analitev, zato sem jih tudi označil s zvezdico. No, vzorčni smo pa tudi v Savici in v Bohinjskem jezeru. Zdaj pa gremo kar na rezultate. In sicer predstavljam, pri vsakem od teh učinkovin, metformin je zelo pogosto predpisano zdravilo za sladkorno bolezen, je predstavljen, se pravi, pozitivni vzorc. Jaz sem imel te pozitivne vzorce, sem jih skoraj pač vredno našel. Če pa slučajno je bilo vse negativno, tako kot prej pri kolegu, imam pa vzorec od domače vode, čez mojo parcelo teče Gradaščica in tam imam vzorčevalnik, in kar v bistvu skozi mi vzorči in samo tisto vzorčevalnik vzamem in dobim tam praktično vse noter, ker je Gradaščica je zelo obremenjena. Skratka, hočem reči to, da recimo tole je Krnsko jezero iz maja, vidimo tele metformin, potem tukaj vidimo ga tudi Dvojno jezero, vidimo ga tudi v Savici, zelo visoka koncentracija, ta prva številka je retencijski čas, druga številka je površina pod kromatografskim vrhom in je premosorazmerna količini analita v vzorcu. Potem imam pa še negativne vzorce. Se pravi, pri vsakem vzorčenju sem odvzel tudi tako imenovani field blank. Kaj to pomeni? To pomeni, to ni poljski vzorec, ampak je to vzorec čiste vode, ultračiste vode, ki jo prinesem v ločeni flaši in jo pretočim na licu mesta v vzorčno steklenico. Ob tem, ko vzamem tudi v drugo flašo, oziroma drugo steklenico, vzorec iz vode. Zakaj to naredim? Ker če bi imel jaz umazane roke ali pa, ne vem, da bi iz mojega obleke ali pa iz česarkoli prihajalo učinkovine, če bi jaz recimo jedel karkoli od tega, saj ne jem, ampak recimo kavo pa pijem, bi lahko s tem onečistil vzorec in na ta način bi imel tudi ta field blank pozitiven. Zaradi tega tudi jemljem te slepe vzorce skozi. In površine, vidite, tle so zelo majhne. Tukaj je že na limiti kvantifikacije, v avgustu je pa precej visoka. In tukaj se vidi, da v bistvu turistična sezona v Krnskem jezeru maja še ni, Koča še zaprta, tam je vse bilo, še sneg je bil takrat. Potem pa jasno, ko pridejo gruče ljudi, je pa to čisto ena druga slika. Zdaj, kaj to pomeni, te meritve? Jaz sem te napisal limita kvantifikacije 120, te so torej ocenjene, te so zanesljivo zmerjene, Savica, visoka koncentracija, to so koncentracije v nanogramih na liter. Kaj to pomeni? Pri vsaki sem poskusil potem še tudi podati okoljsko oceno tega tveganja. In zdaj tukaj piše, to je predicted no effect concentration, se pravi koncentracija, ki še ne pomeni nevarnosti, je od 390 do 5000, ampak mi smo bili tukaj, Savica, Most, že nad to vrednostjo. Jaz ne vem, o potapljači, kaj vidite, da upada populacija pisancev ali ne. Ker jaz se spomnim, ko sem bil majhen, pisancev je mrgolel. In to tudi še celo takole pozno jeseni so še vedno bili. Zdaj, že avgusta, skoraj ne vidiš pisanca več. Mogoče je to tudi zaradi ostrižev. Ampak lahko pa, da so tudi učinkovine v bistvu vzrok za tako pomanjkanje. No, potem teofilin, to je učinkovina za širjenje dihalnih poti, se pravi to astmatiki uporabljajo. Sem ga videl že v Krnskem jezeru v maju, v avgustu tudi, tle v Savici, Savica je izliv, Ukanc, skratka, povsod je bil malo prisoten, ampak ta ni problematičen. Tukaj piše, da so
koncentracije v Evropi so celo do 100 nanogramov, pri nas so bile vse v bistvu pod 20 recimo. Potem paracetamol, ne vem, če ste danes poslušali, jaz sem ravno na poti do sem poslušal poročila po radiju, dobili smo kumarice s paracetamolom. Ste poslušali to, ste slišali, ne? In so uprava za varno hrano je odvzela te kumarice ven, ne? In sem razmišljal, kako je mogel paracetamol priti v kumarice, ne? In vem, kako je prišel v kumarice. Oni, se pravi, to je bila, mislim, da so bile iz Indije ali iz Pakistana, tam je suša in oni namakajo v bistvu svoje plantaže z odpadnimi vodami. In te odpadne vode vsebujejo orjaške koncentracije, ravno paracetamola, ker se zelo veliko uporablja. Ne. In to je gotovo bilo to, in tudi je dokazano recimo za solato, za krompir, da če jo zalivate z zdravilnimi učinkovinami, oziroma vodo, ki vsebuje zdravilne učinkovine, se to ugradi noter. In na ta način je prišel tudi paracetamol. Tako da zdaj sem dobil idejo za še en projekt, ne, se pravi, vzorčimo zelenjavo in damo na tisto metodo in gledamo učinkovine noter. In sem prepričan, da bomo še, poleg paracetamola še kaj našli. Ne. Ok, ampak no, te vrednosti, ne, limita kvantifikacije je bila 20, samo pri vzorčanju tam pri jezeru nasprot cerkve Svetega Janeza, ne, tam smo dobili eno malo višjo vrednost, ampak to je še zmeraj precej pod tem, kar so tukaj recimo v tej zadnji raziskavi, ne, ki je bila 2025 november, to se pravi, to je čisto nova stvar, so odkrili, da za pitje, ne, taka voda, predvsem za otroke, lahko predstavlja tveganje. Potem sumatriptan, diklofenak. Sumatriptan je antimigrenik. Diklofenak je najbolj pogosto zdravilna učinkovina, ki se uporablja pri revmatskih obolenjih. In tega smo našli recimo v Krnskem jezeru v maju, potem v Ukancu tudi kar visoka koncentracija diklofenaka. Koncentracije so še zmeraj precej pod mejami, se pravi, v nizkem nanogramskem na liter območju ne povzroča kakšnih nevarnih učinkov niti na vodne organizme, niti na tega, če bi kdo pil. To so pa kofeinski vzorci. Ne? In te sem se najbolj bal, zato ker jaz rad kavo pijem, ne? In sem ta slepi vzorc, pogledajte, vse so majhni odzivi, ne? Vsaj napram tem, ampak moj kolega, ta moj doktorant, ne, ki je zbolel, on, ki ne pije kave, ima pa blenke čist ničle, ima praktično enoštevilčne vrednosti. Ne? Tako da vidite, da dejansko jaz, če se že dotaknem tistega obroča oziroma pri pokrovu, ne, že malo kontaminiram lahko vzorec. Ne? Tako da dejansko je potrebno to jemanje teh slepih vzorcev. No in tukaj vidimo te koncentracije, so pa vse bistveno nižje, kot recimo so v Nemčiji, Avstriji, Italiji in celo v Švici. Ne? Imajo višje koncentracije kofeina, celo v švicarskih jezerih. Antipirin je tudi učinkovina, ki se uporablja za lajšanje bolečin in tega smo našli v Krnskem jezeru v maju, zanimivo pa ne v avgustu. Ne? Tako da ampak še vedno koncentracija je bila 2,1 nanograma na liter, to so parts per trilijon, se pravi, so zelo nizke koncentracije, ampak recimo v Berlinu imajo v pitni vodi 400 nanogramov na liter, ker kako oni pridobivajo pitno vodo, oziroma to vodo se ne pijejo radi, ker ima tudi ugaben okus. Se pravi, če tam odprete pipo, ali pa v Leipzigu, ker sem bil pred kratkim, sem hotel piti v hotelu, to sem ven plunil, to je slab okus. Ampak oni pridobivajo pitno vodo tako, da jo v bistvu z ultrafiltracijo čistijo iz kar površinske vode. Se pravi, kot da bi sred Ljubljane iz Ljubljance pridobival pitno vodo. Zakaj? Zaradi tega, ker imajo podzemno vodo, pa še veliko bolj onesnaženo. Tako da je površinska voda bolj čista od podzemne vode. Tako da pri nas, hvala Bogu, imamo zelo čiste vode. Tako da to je super. Trimetoprim je prvi antibiotik, ki smo ga zaznali, to je pa zaskrbljujoče, da smo ga v bistvu na več mestih, se pravi Blejsko jezero, Planina pri jezeru, Ukanc, se pravi Bohinjsko jezero, Krnsko jezero v avgustu, smo zaznali ta antibiotik. Zakaj je zaznavanje antibiotikov posebej problematično? Zato, ker, kot sem že prej omenil, povzročajo širjenje genov za rezistenco. Tako da antibiotiki je pa nekaj, kar že v zelo, zelo nizkih koncentracijah kvarno pravzaprav vplivajo na ekosistem in predvsem na učinkovito zdravljenje zdravilja. Metoklopramid, to je učinkovina proti slabosti, sem najprej rekel, kako hodimo naj sam tam v Krnskem jezeru, pa sem se pa spomnil, Vršič.
ljudje, ki jim je rado slabo, jemljajo to zdravilo, ne, ko grejo preko Vršiča in potem pustijo svoj odtis tam. Ne. Se pravi, v drugih delih ga nismo zaznali, tam pa v Krnskem jezeru pa je bil pa pri planini pri jezeru čisto malo, tako da nekaj, ampak tam je tudi vijugasta cesta, ne, tako da očitno tam tudi jemljajo. Tramadol, no to kot zanimivost povem, to je zaščiteno ime tega zdravila je tramal, to je edina zdravilna učinkovina, kjer je v slovenskih površinskih vodah, kjer se približamo razvitemu svetu. Vse ostalo imamo 50 do 100-krat nižji. Zakaj? Predvsem zaradi močnega vodostaja, se pravi velike pretočnosti naših rek in jezer, medtem ko tramadol, s tramadolom se pa praktično približamo severni Evropi, se pravi Švedska, Norveška, Danska, tudi Nemčija, in to se vidi tudi na tem slajdu. Ne? Se pravi, imamo ga Dvojno jezero, Planina pri jezeru, Blejsko jezero prisotno v dost veliki koncentraciji. Se pravi, Slovence očitno kar dost bolijo stvari, ne? Ker jemljemo tramadol precej pospešeno. Donepezil, to je antidementiv, tudi ta je bil opažen tle, se pravi, v Dvojnem jezeru, v Krnskem jezeru maja, ampak koncentracije so ocenjene pod 1 nanogram na liter, tako da jih ne smatramo kot problematično. No, tole pa je spet problematično, azitromicin, to je tisti antibiotik, ki smo ga opazili pred 8 leti celo v kar nekaj vzorcih pitne vode po Sloveniji, ker je zelo persistenten. Se pravi, ta antibiotik, tle smo vedeli tudi sicer zelo visoko limito kvantifikacije, ki je zdaj že bistveno nižja, ampak ker je nisem še zvalidiral, sem napisal staro. V Blejskem jezeru je bil opažen kar v visoki koncentraciji. In to je zaskrbljujoče. Se pravi, azitromicin ga opažamo tudi v rekah, recimo v reki Krki smo ga izmerili predlani v dosti veliki koncentraciji in tudi v drugih slovenskih rekah. Propranolol je učinkovina za zniževanje krvnega tlaka in je bil tudi opažen v Krnskem jezeru in v Bohinjskem jezeru v zelo veliki koncentraciji. Se razgleda majhen pik, ampak je merilo tako. Površino, gledajte, površina je zelo velika. Se pravi, kar visoka koncentracija, seveda ni še to nevarno, ker tle piše, 300 nanogramov na liter je tisto, kar bi lahko, mogoče pa zato ni v tehle Bohinjskem jezeru školjk, ker imamo toliko tega noter, malo heca. Verjetno še ni toliko visoka koncentracija, ampak ne vemo. Fexofenadin je učinkovina za preprečevanje alergičnih reakcij. V Blejskem jezeru kar visok odziv. Koncentracija sicer ni tako zelo visoka, da bi lahko povzročala neželene učinke, ker je ocenjena varna meja na 1 mikrogramu, se pravi 1000 nanogramov. Mi smo pravzaprav več kot 1000-krat nižji. Karbamazepin je pa ena učinkovina, ki je zelo persistentna. Ena najbolj persistentnih učinkovin v okolju in ga uporabljamo kot markersko substanco za človeško prisotnost. In imamo ga tako v Blejskem, Dvojnem, Savica, Mol, Savica, Izliv, Krnsko jezero maja. Zanimivo, da avgusta ga nisem mogel zaznati, medtem ko pozitivna kontrola je bila v redu. Koncentracije pa so še zmeraj dosti nižje, kot je recimo postavljena varna meja pri nekaj nanogramih na liter. Karvedilol in sildenafil, to me je presenetilo, pravzaprav, da sem opazil karvedilol, ker se ne uporablja tako zelo veliko in odmerek je zelo majhen. Ampak vseeno je bil v Krnskem jezeru in to in maja in avgusta. In kar me je pa še zelo presenetilo, je pa sildenafil v Savici in v Ukancu. In to me je moj kolega danes, ki sem mu to povedal, mi je rekel, ja, to si ga ti onesnažil, to je iz Viagre. Sem pa rekel, ne, nimam teh težav, da bi ga jaz s svojimi rokami onesnažil. Ker smo imeli tudi slepi vzorci in je bil prazen. Likarbazepin, escitalopram, irbesartan, to so bile še ene učinkovine, ki smo jih tudi našli, ampak so bili odzivi relativno pri vseh dost nizki, tudi glibenklamid, tako da teh nismo še kvantificirali, bomo jih pa standardizirali tudi te. S tem bi jaz ta del rezultatov, upam, da vam jih nisem preveč natrosil, nekako zaključil, bi pa podal tale del. Se pravi, to je top 20 zdravil po predpisovanju in ravno to se vidi tudi v vseh teh naših vzorcih. Se pravi, paracetamol, metformin,
metoprolol smo tudi opazili, levetiraca tam, karbamazepin, diklofenak, simvastatin, tramadol, to so v bistvu, irbesartan smo našli, te je bil valsartan, se pravi, zelo podoben spektr tistega, kar se dejansko tudi največ predpisuje. No in hotel sem še to pokazati, tale slajd, ki je iz prejšnjega našega projekta, prikazuje odpadne vode in površinske na isti sliki. In tole, pogledajte, to so koncentracije v odpadnih vodah, do 20.000 gre in isti spektr, če pogledate, vidimo potem tudi v površinskih vodah. A vas to preseneča? Mene ne, zaradi tega, ker pač pridejo iztoki ven. Pridejo v površinske vode in tle vidimo direkten dokaz, da je glavni vir učinkovin so torej čistilne naprave, ker so bile te pač zmerjene v recimo 2 do 3 km pod iztokom čistilne naprave. No in tole je bil zdaj ta naš test, kako koncentracije onesnaževal rastejo od izvira do potem naprej nizvodno dol, ko reka teče. Recimo zelenci ni bilo nikjer nič, zelenci so čisti. Potem izvir Radovna še tudi praktično čista. Radovna pred Vintgarjem se že pojavljajo učinkovine. Radovljica, Sava, ima takoj že seveda tukaj Medno Sava, Dolsko Sava in potem jasno Ljubljanica, to so vse onesnažene reke, ima precej onesnaževal. Potem smo pa poleg teh zdravilnih učinkovin vključili še kemične motilce hormonskega sistema, bisfenole. In poglejte, našli smo celo v izviru Radovne ogromno koncentracijo bisfenola S, ki nadomešča bisfenol A. Bisfenol A, zanimivo, ki je regulativno, zdaj se že ne sme več uporabljati za določene izdelke, je njegova koncentracija padla, BPS je pa pošastno v bistvu narastel. Tako da vidimo, da tudi ne samo, da je treba spremljati zdravilne učinkovine, tudi hormonske motilce je treba spremljati. Kaj se pa zdaj še ostala onesnaževala? To je recimo čist ena nova raziskava. Kaj so še? Se pravi, to so farmacevtiki in izdelki za osebno higieno, mikroplastika, sintetične dišave in polifluorirane organske spojine. Zakaj je to treba spremljati? Tudi zaradi tega, ker se kopičijo, posebej te polifluorirane, podobno kot se kopičijo PCB-ji, DDT-ji, potem teli zaviralci gorenja, ki so jih odkrili v jetrih jezerskih postrvi in zlatovčic v tej raziskavi švicarskih ledeniških jezer. Tako da, kaj vam hočemo v bistvu povedati, je to, da je treba razširiti spektr nadzora nad snovmi, ki prihajajo v ta okolja, ki ne prihajajo samo z ljudmi, ampak tudi recimo z vetrovi, s padavinami. Se pravi, te substance, kot so mikroplastika in polifluorirane organske te spojine, prihajajo v bistvu s padavinami, ampak tisti del, na katerega imamo pa mi vpliv, se pravi človeški faktor, ko pridejo mase turistov. Jaz nočem reči, da zdaj je treba Triglavski narodni park zapreti. Ne, tega nočem reči. Triglavski narodni park mora biti odprt, ampak moramo poskrbeti za ustrezno infrastrukturo, se pravi čistilne naprave, ki so sposobne očistiti to maso odplak, ki jih naredimo ljudje. In treba je poskrbeti seveda tudi za ozaveščanje ljudi, da ne smejo, lulati v jezero, da morajo iti na WC, ki gre potem tisto na čistilno napravo in tako naprej. Skratka, to je bil tudi en od razlogov, zakaj sem to predavanje sprejel, da poskušam ozaveščati ljudi o vplivu zdravilnih učinkovin in kako se da to v bistvu izboljšati. S tem bi zaključil. Še zahvale, to je bila moja prva doktorantka, to je moj sodelavec, moj bivši predstojnik, diplomanti, Ministrstvo za okolje in prostor, ki nam je sofinanciral projekt, potem Evropska komisija za 2 evropska projekta in ARIS za tekoči projekt, ki ga imamo s strojno fakulteto, ki razvijamo novo metodologijo za čiščenje s hidrodinamsko kavitacijo za odpadne vode. In ravno na antibiotikih delamo največ, tako da upamo, da bo antibiotikov v prihodnosti manj. In vam hvala, ker ste me tako lepo pridno poslušali.
Jasno, za mene zanima predvsem tako ta Krnski jezer. Zanimivo, zato ker ga poznam pa velikokrat sem gor in mi je zanimivo videti, koliko teh učinkovin že imajo, pa v bistvu po zimi, ko praktično tam načeloma skoraj nikogar. Res je. Avgust mi je jasen, popolnoma, ker so pač to božja pot. Tako je. Turiste, ne. Prav procesija, se strinjam. Tudi malo nekaj spremljam v jezeru in mi je v bistvu kar šokantno videti, ne. Sicer jezer je zelo star točen, priložko, ampak vsem je razljivo videti, da je to teh stvari v jezeru. Kaj je prepovedano kopanje, ne? To sploh sicer se vemo, da se ljudje kopljajo, ampak ne vem, da sem te vaše metode so zelo, bom rekel, strahovito, kako resolucijo imajo, ampak ne vem, če se eno roko nije, pa je pa prej skril, da bomo to že zaznali. To glih ne, Ja, ampak zelo mi je fascinantno to opaziti. a veste, kako je, ne? Jaz sem, hotel sem vključiti eno sliko sem naredil grdo, ravno tam pri koči avgusta pri jezeru. Bila je vrsta za WC, ki je tam odzadja, ne, za kočo, in hkrati so ljudje hodili si tankat bidone, ne, kjer je vrtina direkt dol tam narejena. In jaz nisem si mogel kaj, sem rekel, eno flašo še imam, pa sem še tisto povzorčil. Ne. In tudi tam noter, v tisti pitni vodi je bilo marsikaj. Ne. Ampak ne bom tistih rezultatov kazal, ker niso tako hudi, no, ampak tam noter je tudi vsega Boga. Tako da, jaz si zdaj vodo ponavadi kar sam prinesem. Zanimivo, ne, pri Triglavskih jezerih pa ni bilo tega. Ne, sem tam tudi vzorčil, tako da tam imajo pa očitno vrtino globlo in v tisti pitni vodi ni bilo pa nič. Tista pitna voda je pa taka kot moja Miliku voda. Tako da tam se bom še odžajal na koči pri Krnskem jezeru pa ne več. Skratka, kaj hočem povedati? Tam Krnsko jezero je tako masovno obiskano, da enostavno ljudje pač izločamo učinkovine iz telesa. Ne? In če sam pogledate, jaz sem na več teh delih poti sem slikal, je bila nepretrgana kolona ljudi, ki so šli gor. Meni je to lepo, ne, da je čim več ljudi, ki občuduje naravo. To je dobro. Ampak to okolje, ne vem, če je sposobno sprejeti brez škode tako maso ljudi. Ne. In to škodo moramo mi na nek način znati obvladovati. Ne. In ravno zato so te tehnologije čiščenja tako zelo pomembne. Ne. Se pravi, da se razvijajo nove čistilne naprave, da lahko očistimo tisto maso stvari, ki jih mi gor prinesemo, pa ne morejo iz tistega ekosistema, ki je zelo občutljiv, ne more iti. Ne. Ostane tam. In zato sem tudi dobil tisti maja, ki je v bistvu je bilo še na več delih je bil sneg. Ponavadi imam to srečo, da imam maja še led, ne, se celo vidi tudi letos ni bilo tega. Skratka, to se akumulira noter in se nabira skozi leta in kot ste sami rekli, ne, pretočnost je majhna in enostavno to ostane not. Prej sem sicer razumela, da antibiotiki pa se ne prenašajo z padavinami, vetrom in tako. Ne. Vsaj jaz upam, da ne. Zdaj, dokaza nimam, da bi vam ga dal tukaj. Ne. Imam pomerjeno, ne vem, deževnico, pa bom pomerjeno tako, ne. Ampak tega nimam. Bomo pa pomerili tudi to. Ker imamo že v načrtu merjenje deževnic, ne, se pravi, če dejansko pride lahko do kontaminacije preko zraka. Namreč lahko vam povem eno zanimivo zgodbo, ki se mi je zgodila lansko leto. Namreč na sosednji katedri so razvili eno zelo obetavno zdravilno učinkovino za zdravljenje demence. Zakaj je zelo obetavna? Zato, ker so jo aplicirali psom, ki so bili dementni. Ne vem, če veste, ampak psi so ravno tako dementni kot ljudje. Ne? In zdaj, ko se podaljšuje življenjska doba, so tudi psi dementni in so to naredili, so veterinari sami dali to eksperimentalno zdravilo in čisto vsi so se pozdravili. Ne? Vsi so bili, kot da niso bili več stari. Ne? No in to zdravilno učinkovino so potem patentirali in jo poskušali pripeljati do
večje klinične raziskave in jaz sem bil zadolžen, da razvijam metodo za to zdravilno učinkovino, ki ima, ne vem, kodno ime, nek GUK 974 ali nekaj takega je bilo. Ne. No in ko sem hotel validirati to metodo, ne, sem imel ves čas prisoten nek vrh tudi v čisti plazmi psov, ki nikoli niso videli te učinkovine. Ne. In sem zgubljal že živce. In to je trajalo 3 ali 4 mesece, ker jaz nisem mogel metode zvalidirati, ker sem imel v slepih vzorcih ves čas to učinkovino not prisotno. In potem sem šele slišal, ko sem šel na kavo, ne, to je dobro, da greš na kavo, ker se je kolega pogovarjal z drugim kolegom, veš, jaz pa delam topnost za to spojino. Ne. In sem rekel, kje delaš ti topnost? Je rekel, zraven tebe. V sosednjem laboratoriju je on delal topnost, jaz sem delal pa to ultraobčutljivo analizno metodologijo za merjenje te učinkovine v plazmi psov. In je to prišlo preko zraka. Ne. Ker niso bila ne en ne drug v drugem laboratoriju, nismo uporabljali istih pipet, istih rokavic. Jaz sem imel vse svoje, vse smo novo kupili, nove tipse, nove pipete, nova topila, nove vijale, nove insertke, vse je bilo novo kolono. In vemo, da je prišlo pač prek zraka. Ne. Tako da prej me je čudilo, zakaj nekateri se čist izolirajo s takim laboratorijskim delom, kot ga jaz delam, grejo v drugo stavbo, zato da nimajo teh kontaminacij. Ne. Tako da preko zraka mogoče vseeno kaj pride. Ne. Tako da hvala za to idejo, bom pospešil raziskave še na to vižo. Ja, če smem, jaz bi predlagala, ker pač rezultate, ki gledaš od Krnskega jezera pa Dvojnega jezera, se moramo zavedati, da na Krnskem jezeru ni direktnega vtoka odpadnih voda. Recimo, direktno ni. Oče, Ja, direktno ni. primerjavi recimo z Dvojnim jezerom, ki je povezan z iztokom iz čistine zraka. Tako je. In so presenetljivi, ti rezultati vseeno. Pa če ste prej rekli, da ne morete detektirati, če si en kohetar roke umije v Krnskem jezeru, poj. Ja, veste, kako je, ne? Te podzemne poti vode, to je cela znanost. Ne vem, če poznate profesorja Brenčiča. Jaz njega strašno občudujem. Z njim smo imeli projekt, ta Boderec projekt, kjer je modeliral pretoke podzemnih vod. In so imeli določene markerske substance in so spremljali, kako se ta voda, pravzaprav, to so tako kot podzemne reke. In to, na teh vodonosnikih, kakor on temu reče, poteka pretok, mogoče ne tako hiter, kot recimo, ne vem, teče po, ne vem, Savi Bohinjki pretok, ne? Ampak teče vseeno. In to enostavno lahko prepotuje signifikantne razdalje, ne? Ker mi smo to opazili, lahko so to kilometri. In je čist majhen padec, ampak vseeno potuje. Ne? Tako da dejansko je to možno, da je bil prenos vseeno iz tistega jezera do tja. Ne? Mislim, iz odpadnih vod iz Koče. Ne bom trdil, ne, ampak drugače težko razlagam toliko izmerjenih reči noter, ob tem, da je recimo kopanje prepovedano. In vsaj, kar sem jaz bil, letos sem bil 3-krat tam in nikoli se noben ni kopal, pa sem bil dolg, mislim, to ne pomeni, da zdaj se nikoli noben ne kopa, ne, ampak se mi zdi, da ljudje kar spoštujejo in te opozorilne table, to sem še hotel reči, ne, opozorilne table so zelo pomembne in TNP bi mogel, se mi zdi, v to še več vložiti. Ker ljudje, mi smo željni znanja in hočemo dobro delati. Večina ljudi hoče dobro delati. Ne? In če bi bilo več tega, se mi zdi, da bi tudi bolj pazili lahko na to bogatstvo, ki ga imamo. Ne? Tako da ja, treba je izobraževati, treba je do ljudi prideti na lep način in potem je tudi učinek, se mi zdi, bistveno boljši, ker ljudje želijo dobro delati. To se pa tako. Še tako vprašanje? Ja, zelo odlično predavanje. Mogoče glede dežja, sam medklic, mogoče je Snežnica celo bolj primerna, ne? Sneg pada, pa se kopičimo, se pa v enem krajšem obdobju stavimo. Ampak jaz moram pa svoje izkušnje povedati, da sem pa sicer nisem tako pogosto na Krnskem jezeru, sem pa na Triglavskih jezerih vsako leto parkrat, pa na Črnem jezeru leto sem skoraj mesečno
Jaz predvsem, da se na Črnem jezeru vsak dan skupaj 10 do 20 ljudi, ko je sveža topla voda, ko pa voda ni topla, se vsaj novi mototere. Na drugem jezeru, mislim, smo srečali ljudi, ki ne samo, da so se kopali, ampak so tudi spolno počevali tam. V Ledvici ljudje, v Ledvici kampirajo na Črno, se grejo turistični turizem. Mislim, vsega je svašteno, tako da zelo, kar se doline Triglavskih jezer tiče in kopanja, je situacija kar slabo, res. Potem je še velik izziv, da moramo to poskusiti ozavestiti ljudi, zakaj to ni dobro. Se pravi, s kopanjem, predvsem fosfor, pride in kaj povzroči ta fosfor? Eutrofikacijo jezera. In potem je več alg, jezero se zaalga in je tudi zaradi tega potem težje verjetno kot habitat, tudi za tele pupke. Tako da to je treba res ozaveščati. In mislim, da taki dogodki, ki jih vi organizirate tukaj, da je to res za pohvaliti. Tako. Sam ni Čehov. Ja, ni Čehov. To je res, ampak recimo tudi, če ni Čehov, tudi če smo samo Slovenci, še zmeri, sicer je treba tudi to priznati, da ko greš v hribe, vsaj jaz sem imel ta občutek, da je zelo veliko tujih turistov. Skoraj več kot pol. Tako da ja, izobraževanje, zato so pa tudi te table. Jaz mislim, table, spletne strani, to je tisto, kjer se zdaj ljudje izobražujejo. Šole tudi, ampak predvsem se mi zdi izobraževalni del in pa obvestilni del. Še to roko potegnil? Za še eno vprašanje? Sicer pa se lahko zdaj še nekaj več zadržimo, še poklepetamo, mogoče brez mikrofona. Vas pa zelo lepo povabim, da